Vučić je tamo svima rekao po zasluzi šta je imao, pa čak i slovenačkim predstavnicima. Nije trebao da se izvinjava ni slovenačkom narodu, ni slovenačkoj javnosti, jer ogromna većina Slovenaca je antisrpski orijentisana. Ima i 10-20% možda, koji to nisu, koji su časni ljudi, koji su slovenofili, koji su prijateljski orijentisani prema srpskom narodu, ne zaboravljaju srpske zasluge za ukupnu slovenačku državnost, jer da nije bilo srpske vojske, Slovenija bi još bila austrijska provincija. Ne bi bila kao nacija emancipovana, ne bi imala svoj univerzitet, svoju akademiju nauka, ne bi imala praktično ni svoj jezik u službenoj upotrebi. Ali većina Slovenaca to zaboravlja. A mi Srbi ne smemo zaboraviti. Dragi Vojislav, res je, da si eden od največjih pravnikov v Evropi, če ne mogoče celo največji, vendar pa kar se tiče slovenske zgodovine, pa nimaš pojma. Cela kopica neumnosti, ki si jih izrekel, ti res ni v čast. Pa gremo kar po vrsti. Govoriš, da Slovenci ne bi imeli svojega jezika. Kaj pa Vuk Stefanović Karadžić? Brez Jerneja Kopitarja Srbi ne bi imeli pisanega srpskega jezika. Na Dunaju je naš Jernej Kopitar učil Karadžića, kaj mora in kako mora narediti. Potem govoriš, da nimamo zgodovine. Pozabljaš, da prvi slovenski napis je bil uklesan in je še vedno uklesan v Italiji, v muzeju je, da ga lahko vidiš. In sicer, da je šel Račis Boga služiti 749. leta v slovenskem jeziku. To so poskušali Italijani že uničiti, pa jim zaenkrat še ni uspelo. Potem imeli smo tudi svojega cesarja, Arnulfa Koroškega, ki ga je papež 892. leta proglasil za cesarja. Res je, da naši zgodovinarji slovenski, ki so slabi in nesposobni, tega nočejo povedati na glas. Ampak, gremo naprej. Govoriš, da je srbska vojska Sloveniji dala samostojnost in tako naprej. Ni res. Slovenske dežele, Kranjska, Koroška, Štajerska in Primorska, so imele status državnosti v okviru Avstro-Ogrske monarhije. In seveda, kot take so se smele združiti za Srbijo in Črnogoro v skupno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Hrvatov pač ni bilo, to je bil vojni plen Srbije v prvi svetovni vojni. Ampak status slovenskih dežel je bil enak s statusom kraljevine Srbije in pa Črne Gore. Prosim, ne govori neumnosti. Govori tisto, kar veš, vsaka ti čast, slovensko zgodovino pa pusti pri miru in slovenski jezik. In ne govori, da ste nam vi dali univerzo. Slovenska univerza je starejša od 390 let. Res je, da slovenski politiki tega ne upajo povedati na glas. Pa še nekaj. Strinjam pa se s teboj, da je naša politična struktura, še posebej tista v Združenih narodih, ni vredna ničesar, da je to gnojišče, brez pameti, brez ponosa, brez znanja, samo da lezajo Američanom in Evropski uniji v rit. Zapomni si to.